Do zdaj že verjetno veš, da so mi všeč planarji. Ampak kaj mi je pa še bolj všeč kot planarji? Podjetne punce. Verjetno poznate Barbie z kanala Barbie in Matic, letos je izdala BZB planarje. Vsi so že naredili njihove reviewje, jaz sem tle zelo ta zadnja. Če si ena tistih, ki rada planira doma, v miru, si lepo splanira, zvečer pogleda, kaj ima naslednji dan za narediti in potem gre in to naredi in se zvečer spet vrne k planarju, potem ti pa ta zadeva tako ta prava stvar. Zato, ker ne vem, če vidiš, ampak ta stvar je ogromna. To je res taka ful debela, robustna knjiga, v katerem so noter vsi tvoji cilji, finančni načrti, jedilniki, dnevne zadeve, ki jih moraš narediti in pa mesečni razpredelnice. Zdaj bom sam na hitrc malo pokazala, kako sem si jaz to oblikovala. Dejansko je ful prijetno, da imaš nekaj tazga ogromnega na mizi in da te vsakič pričaka, ker te ta mali planarčki, ki jih večinoma imam, včasih nimajo toliko prostora v tistih mičkenih kvadratkih, kakor bi jaz stvari rada noter zapisala. In potem si moram zapisati stvari na 3 različne konce in na koncu nimaš nič zbrano skupaj na kupu. Ok, moj mesečni razpored. Upam, da vidite, čeprav je malo svetlo. Ampak ja. Washi, nalepke, ful enega teksta. Načeloma to je eden izmed mojih bolj praznih mesecev, tako da niti nisem porabila toliko nalepk, kot bi jih drugače porabila. Potem na drugi strani imaš finančni načrt, kjer si lahko zapišeš vse svoje prihodke, odhodke, kaj se bo zgodilo. To je ful dobro imeti, če ne v fizični obliki, v obliki aplikacije. Jaz imam naprimer na Revolutu, na uni kreditni kartici, mi vse skupaj sešteva, kaj porabljam, tako da imaš vsaj približen občutek, zakaj si na koncu meseca brez denarja. Tako da lahko enkrat, če malo več naredim na to temo financ, čeprav ne vem dosti, ampak se konstantno probam nekaj novega naučiti. Tako da ja, kakšne osnove pa lahko podelim z vami. Potem na naslednji strani imaš tedenski jedilnik, ki sem ga jaz zelo lepo izkoristila in dejansko smo imela včeraj lazanjo za večerjo in danes je še malo ostalo in sem jo imela še za kosilo. Tako da je to ful fajn zaradi tega, ker probam letos vsaj približno več doma kuhati, ker do takih mer, ki je to prišlo, da pač vsak dan jem sendvič za kosilo, pač to ne gre nikamor in se tudi na meni pozna takrat, ko si naredim doma skuhano hrano, tako v redu hrano, a veš, ko jo narediš iz sestavin, ko ne pride pač v pakom, ki je že narejena, ampak jo sam narediš. Tako da ja, si probam res čim bolj posvetiti temu in čim bolj izkoristiti vse, kar ima v hladilniku. Potem na drugi strani imaš moja opravila, kjer si lahko za vsak dan posebej napišeš, kaj moraš tisti dan narediti in pa pazi to na 2 ogromnih straneh tedenski pregled, a ne? O tem sem vam pravila, ko včasih nimaš dovolj kvadratkov, da vse napišeš, tle imam pa še preveč placa v bistvu za vse skupaj, a ne? Zdaj, to si lahko razporediš na več načinov. Lahko greš, naprimer, kaj delaš popoldne, opoldne pa zvečer. Lahko si narediš, ne vem, kaj moraš narediti za šolo, za doma pa za kakšen trening ali pa kaj takega, ali pa za službo pa za doma pa tako naprej. Jaz sem si enostavno razporedila tako, da imam v tem prvem kvadratku napisan po urah, če so kakšni dogodki, ki se zgodijo takrat, oziroma kakšne take specifične zadeve. Potem ta drugi je kot to-do lista, ta tretji pa zaenkrat še prazen, ker še nisem pogruntala, kaj bi z njemu naredila. Tukaj na tej strani sem si prilimala eno malo mandalico, pa sem jo pobarvala, tako da je malo zabavno, no, pač jaz rada imam take zabavne zadeve. Zgori z Washijem označeno, kdaj sem brez avta, to je ful pomembno, ker sem potem ful nemobilna in se zelo počas premikam po Ljubljani. Tako da ja, pač res ful dober knjiga planer, tak da se moraš res pač lotiti svojih ciljev, zato ker te ta težka knjiga čaka doma, in jo moraš odpreti in moraš zrihtati zadeve. In po moje je super priročnik, da res dosežeš tisto, kar si želiš v življenju. Mogoče 2 pripombe, Barbie, če dovoliš. Ta prva, jaz srčno upam, da boš dala še kakšne nalepke posamično v prodajo, zaradi tega, ker jaz sem to ponudila v enem tednu,
In pa mečkam sem se še nazaj držala, zato ker če moram imeti to za cel let, bo to šlo takoj. Tako da lepo prosim, del trgovino še posamične nalepke, pa še kakšne specifične nalepke, naprimer za nas blogerje mogoče, ali pa za dijake posebej, pa za študente posebej, pa tako naprej. To bi bilo po moje ful huda zadeva. To bi jaz vse pokupila, zaradi tega, ker jaz pa nalepke, to je tako kot washi, a veš, to je ena taka šibka točka, ki pol pač enostavno zapravaš vse na temu. Tako da ja, če imam 36 washijev, pol je fajn, da imam tudi vsaj 4 sete nalepk. Ta druga stvar je pa ta stran, opala, mi že pada, tale stran, moja opravila se mi zdi, da se malo ponavlja. Vsaj, ne vem, vsaj zame, ker jaz sem potem na naslednji strani si napisala še v bistvu, kaj imam vse to-duje in sem jih v bistvu sam iz tle ven iz moja opravila prepisvala. Pa opazila sem, da sem konstantno nazaj obračala na mesečni pregled, pa pol naprej na tedenski pregled, zato da sem moja opravila not napisala. Tako da opravila bom jaz si dala sem in to stran bom pustila prazno. Pač res je bukla, ne, res je huda bukla. Lepo imaš takole jo zaprto. In to je to, ful so mi všeč tudi dizajni. Ta je tak ful klasičen, simpel, s temi prizmicami, pa imaš enega mečkam bolj živobarvnega. Tako res se mi zdi, da je zadela različne vrste punc. On je tudi ful lep z napisom, kaj že piše gor? Ko grem navzdol, grem samo po zalet, ali nekaj tazga, ful dobro, ful dobro, pač bi vzela tizga, ampak so vse punce, pač ful blogerke že imeli tizga, tako da sem rekla, da bom pa jaz malo drugač. V glavnem ja, ful luškana zadevca. Ful se navdušujem nad pogumom podjetniških punc, pa ne sam punc, v bistvu vseh, ne glede na spol oziroma drugo kategorizacijo, ki se odločijo za kakršnokoli podjetniško pot, zaradi tega, ker da daš ti svojih par tisoč evrov in jih vložiš v nekaj, kar nimaš pojma, a se bo prijel, a se ne bo prijel, a boš dobil povrnjen ta denar nazaj, ali ne, v upanju, da boš ustvaril na koncu eno višjo stvar, je tako noro huda izkušnja in če so ti take stvari zanimive, just go for it, a ne? Prej, ko se naučiš prodati stvar, boljše. Tako da ja, Barbie, ful pohvale, ful pohvale. Kakor sem mislila, da bom obtežena zaradi teže in velikosti tega planerja, se mi zdi the best zadeva za na mizo. In definitivno bom najdla način, kako bom to uporabila, kljub temu, da imam do zdaj že 2-3 planerje, ki jih redno uporabljam. Ampak ja, veš, kako je tako, ne? Vsaka stvar rabi svoj kos papirja. Ful mi je bilo tudi fajn, naprimer, ker sem stvari, ki sem si napisala v tedenski pregled, sem si potem v bistvu zvečer sam s telefonom slikala in sem cel dan točno vedela, kaj se mi dogaja oziroma kjere stvari moram še vse narediti. Tako da to se mi zdi en tak uporaben dodatek, da si pač slikaš tisto, kar imaš za narediti, da nisi pa tako, če kaj moraš že narediti, jo, bi mogla planer s sabo vzeti. Ne, res ti ni treba knjige s sabo vleči. Tako da, pejte si pogledat od Barbie spletno stran busybee.si, pridna čebelica oziroma zaposlena čebelica in pa to je to, v bistvu. Ja, ok, adijo.